No, predvsem je dobro, da se predsednika obeh vlad, obeh držav sestaneta, kajti mislim, da je v tem trenutku politično ozračje med obema državama res pregreto, po nepotrebnem. Predvsem pričakujem, da bo slovenski predsednik vlade, gospod Borut Pahor, Hrvaškega seznanil z stališči Slovenije, stališči in sklepi državnega zbora, ki jih je sprejel državni zbor na pobudo Slovenske ljudske stranke, in da bo odločno zastopal slovenska stališča. Pa vendar ne pričakujete, da bodo dorekli konkretne pogoje za mediacijo? No, morebiti tudi, čeprav je to mogoče malce preveč optimistično pričakovati. Verjetno je to lažje dogovoriti potem na nižji ekspertni ravni, ampak načeloma pa bi bilo prav in verjetno tudi smiselno pričakovati, da bo beseda stekla tudi v tem. Kaj pa menite o posredovanju Ahtisarija? Je on pravi človek, zato lahko doseže kakšne konkretne premike na tej meji? No, gospod Ahtisari je zagotovo ugledna oseba, Nobelov nagrajenec, in jaz mislim, da bi lahko bil prava oseba in kredibilna oseba, tako da za slovensko stran je po moji oceni popolnoma sprejemljiv. Kako pa bi se po vaše v najkrajšem možnem času dalo ta mejni spor rešiti? No, po mojem mnenju bi bilo nujno potrebno pristopiti k ugotavljanju tega, kaj je katera država imela pod svojo jurisdikcijo in suverenostjo na dan 25. junij 1991. In ko bi se to ugotovilo, kajti z vsakim letom, ki preteče, bo to težje ugotavljati, potem bi bilo spor dosti lažje rešiti.